Kako poteka gladovna stavka? Bodo pristojne oblasti upoštevale vaše zahteve? Glede, ne gre se za, da so moje zahteve, gre se za to, ali bomo pravna država ali ne bomo pravna država. Mi imamo tlele sklep Piranskega sodišča in mislim, da so dolžni upoštevati sklep Piranskega sodišča, kajti izvršilna oblast se ne sme zoperstaviti ali pa ignorirati sodno oblast. Če bo to doseženo, potem ne bo nobenega problema in sklep se bo izvršil in jaz bom lahko imel neoviran dostop do mojega doma. V primeru, da pa žal ne bo prišlo do upoštevanja odločbe in sklepa sodišča, imate za naprej načrtovane kakšne še druge ukrepe? No, pogledajte, jaz ukrepov nimam. Kdo pa sem jaz? Jaz ukrepov nimam, jaz bom samo vztrajal in glede na to, da predpostavko postavljate, da se to ne bo izvršilo, bom pač mogel vztrajati, da se to izvrši. In kaj bi pa to koštalo, je pa drugo vprašanje, bo pa čas pokazal. Mnoge tudi zanima, kaj sicer počnete v življenju. Ja, ravno tako kot vsi ostali, moram služiti svoje žemljice, moram denar zaslužiti za svojo eksistenco, se prizadeva, da tiste obveznosti, katere prevzamem, da jih tudi izpolnim, s tem denar zaslužim in živim v prostoru, kateri je zelo prijeten, lahko bi bil boljši, če ne bi bilo teh oholih in pa brezobzirnih politikov, na eni kot na drugi strani. Za konec še eno vprašanje, vas kaj moti, da imate enake inicialke kot naš predsednik vlade? Ne vidim jaz razloga, samo ne bi se pa poistovetil z njim, glede na to, da ni v stanju, da zagotovi kot predsednik vlade Republike Slovenije in posebno pa še predsedujoči Evropski skupnosti oziroma Svetu Evrope, da ni v stanju, da zagotovi državljanu Republike Slovenije neoviran dostop do svojega doma. Zato se ne bi z njim poistovetil.